Ja, dober večer vsem, dober večer Andrej. Za začetek na tvoji Wikipediji piše, da si... Še začeli nismo, bomo že tehnične težave. Da si slovenski pisatelj, univerzitetni predavatelj in urednik. Andrej, ali to drži? Takoj si začel s težko artilerijo kot univerzitetni predavatelj z področja knjigarstva. Lahko povem, da je Wikipedija zelo nezanesljiv vir, ampak v tem primeru to bojim se, da v nekem zaporedju, zdaj zaporedje je vsakeč malce drugačno, vse troje drži. In kako je zdaj zaporedje? Ja, to je tako, to me zelo velikokrat vprašajo. Pisatelj sem z najmanjšim obrokom svojega življenja, če tako rečem, ampak vendar sem tudi takrat, ko ne pišem, zmeraj pisatelj. Zmeraj sem na nek način tudi urednik. To je pravzaprav zelo, kako bi rekel, zapletena naloga. Ko sem bral pravljice s svojima otrokoma, sem trpel, ko sem videl kakšno napako v njih, tako da urednik v meni nikoli ne počiva. Predavatelj sem postal v bistvu nekoliko kasneje, pač v eni točki se je možnost za to odprla, ampak ker čutim ta, kako bi se temu reklo, pedagoški eros, me to vse enkrat nekako po koncu drži. Nisem zelo znanstvenik, ampak rad pa podajam tisto, kar slišam od drugih, ta pedagoški del me bolj zanima kot ta raziskovanje. Kako ste se pa v tebi pravzaprav tepla, ali kako bi temu rekli, urednik in pisatelj, ko je pa Jelka Ciglenečki urejala knjigo? Jaz imam izkušnje z zelo različnimi uredniki in Jelka, ki je danes, mislim, da ni tukaj, ampak ker to snemate in prenašate in tako naprej, bo vsekakor slišala. Po pravici povem, da sem se odločil za založbo Goga, ker je tukaj direktor založbe, to lahko jasno povem, zato, ker je direktor založbe Goga po mojem mnenju naredil odlično potezo in je Jelko povabil kot urednico. Posledice so bile jasno vidne, program se je bistveno izboljšal, subvencije so se bistveno izboljšale in prihajajo novi, sicer so razmerno uveljavljeni avtorji, tudi kakšen Kresnik je že prišel in tako naprej, slej ko prej naj direktor ne obupa, bo morda tudi kdo iz Goge dobil nagrado Novo mesto, tako da tudi to se lahko še zgodi. V glavnem, Jelka je vsekakor izjemno koristna urednica, kar ne moremo reči za vse slovenske urednike, če sem lahko malce nagajil, in je precej pomagala pri nastajanju tega romana. Ni pa bila edina, omeniti moram, da je precej pomagal tudi lektor, ki ga je ona izbrala, Jernej Županič, tudi sam odličen prozaist. In pomagali so tudi tisti moji prijatelji in prijateljice, ki so roman brali že prej v prvopisu, če temu tako rečem, ali pa v šestopisu, 20-opisu, kajti trudim se, da ne bi uporabljal besede rokopis, ker na roko pišemo pravzaprav samo še razglednice, če ne pošiljamo raznih slikovnih sporočil s telefoni in podobnimi elektronskimi pomagali. V glavnem vsi ti so mi malo pomagali, tako da sem zgodbo napisal na tak način, kot se mi je zdelo, da jo bo mogoče še kdo drug razumel, kajti včasih me ravno to skrbi, in zdaj govorim kot profesor, včasih me ravno to skrbi, da je število ljudi, ki lahko tako neravno najbolj zapleteno zgodbo, upam, da nisem zdaj preplašil vseh, ki so to knjigo hoteli kupiti, zdaj so se pa premislili, ampak to ni najbolj preprosta zgodba, a jo lahko še napišem na tak način, da bo razumljiva več kot je Jelka rekla, tistim, ki so študirali primerjalno književnost. Ampak mislim, da kar nekaj mojih prvih bralcev prihaja iz čist drugih vod, nimajo toliko literarne izobrazbe, pa vendarle so precej odneseni iz te zgodbe. In jaz sem med njimi. Odlično. Zdaj, en tvoj roman, te Plamenice in solze, če nisva prestrašila, zares prestrašila, Plamenice in solze ima na koncu, če se ne motim, seznam literature. Zdaj, v tej knjigi, če bi bil seznam, koliko bi bil dolg? Recimo, če upoštevamo še audiovizualne stvari in knjige. Ja, približno enako bi bil dolg, s tem, da Plamenice in solze so posnemale učbenik, so po formi. Mene pri romanu zmeraj zanima forma. Zdaj, če ste navdušeni bralci Tadeja Goloba, in on seveda ima, in kdo ni navdušen bralec Tadeja Goloba, pri njemu forma ne igra take velike vsebine. Pri njemu igra vsebino. Forma nima take vloge in pri veliko realističnega pisanja je podobno. Medtem ko mene zanima način, kako se zgodba pove. In pri tistem romanu se mi je zdelo koristno
najti tak način. Za ta roman sem iskal nek način, ki sem ga, pol, ko sem našel, ga je roman zares stekel. Prej sem se malo mučil z njim, ali bi to sploh delal ali ne bi ali kaj. Potem sem pa našel neko pravo obliko, se mi zdi, za ta roman, ne? In potem grejo stvari malce hitreje naprej. Ki je, da povemo za bralce, ne, oziroma za prisotne. Veste, koliko imate pri seminarskih nalogah ali pa magistrskih poglavja 17.1, tako in so zelo je fragmentiran pravzaprav za eno zgodbo, ko se vleče in je potem punktirano, no, s temi kratkimi poglavji, ne. Ja, tle sem jaz v bistvu naredil neko zvijačo, ne. Zdaj za tiste, ki so morda študirali književnost, ne, tisti so pač opazili, da je tle zelo so uporabljene prvine različnih literarnih vrst. Torej, na eni strani je ta romaneskna zgodba, ki teče od začetka do konca, vmes jo sekajo take kratke zgodbe, ki malo portretirajo okoliščine, v katerih se romaneskna zgodba dogaja, in potem se v drugem delu ta romaneskna zgodba prelije kar nekako dramo, ne, ker je to nekako dramski dialogi, pa tudi diskalije, pa notranji monolog, čisto na koncu je pa še nekaj, kar so mogoče pesmi v prozi, ne, tako da sem združil zelo veliko različnih žanrov, manjka mi še kakšen sonet, pa kakšen haiku, ampak vsaj sonete rajši prepustim Borisu Novaku, ki mu gre to precej bolje od rok, ne. Tako da na nek način, ne, sem ravno s tem, ko sem našel neko specifično formo in zdaj mislim, da se ne bom pretirano pohvalil, če rečem, da jaz pa res kar veliko berem, ne, ampak take knjige še nisem nikjer videl, ne, in to me je nekako na nek način očaralo, tudi če obstaja, me je dovolj očaralo, da sem rekel, lej, tale forma je pa zanimiva, dajmo to poskusiti. Pa če greva zdaj pa še k vsebini, ne, je pa jaz, ko sem začel brati to knjigo, sem potem v prvem poglavju, ker pravzaprav opisuješ, kako se začeli zapirati supermarketi, kako so ljudje začeli kopati svoje luknje, sem pomislil, da je to nastajalo med karanteno oziroma po covidu, pa se izkaže, da ni res, da si to že prej napisal, ne. In je moje vprašanje, s tem, da si vedel, da je ta knjiga že pri urednici, kako si spremljal potek karantene? Je bilo neko tiho zadovoljstvo zraven, da se stvari odvijajo? Ne, ravno nasprotno, ob vsakdanjem človeškem strahu sem imel še ta, kaj bo, ne, to sem imel še to dodatni literarni strah, zdaj bojo pa vsi mislili, da sem jaz to napisal kar med karanteno, nekaj na brzino, ne. Ker na začetku se res tako začne, iz neznanega razloga vsi kopljejo nekaj luknje, da odtrpajo konzerve in ne čisto vsi, ki lahko, ne, tisti, ki stanujejo v 12. nadstropju, malo težje skopljejo pač luknjo pod svojo stolpnico. Kdor ima možnost, si išče nek azil, kamor bi se lahko za nek določen ali celo nedoločen čas zatekel in tja noter dajo stvari, ki bi pomagali preživeti. Vse to je nastalo že pred kakšnimi 5 leti, prav ti uvodna poglavja, ne. Očitno je bilo že takrat v zraku nekaj, kar je klicalo po teh luknjah in idejo sem, to mi ni nič narodno povedati, sem dobil od precej številne skupnosti, ali pa ni to skupnosti, precejšnjem številu, bom rekel, precejšnjem številu obsedencev v Združenih državah Amerike, ki gradijo tovrstne zaklonišča za potencialno atomsko katastrofo, ne. Nenadoma so te stvari začele postajati resnične in to mi niti malo ni bilo všeč, ne samo zaradi tega, ker sem se spraševal, ali bo res treba zdaj skopati neko luknjo in ker živim v drugem nadstropju, bi bilo najbrž precej konkurence zanjo. Ne samo zaradi tega, ker sem si tudi jaz, kot najbrž vsi tu prisotni, nakupil toliko konzerv, da jih imam še zdaj nekaj v shrambi in se bojim, da mi še ne bo kmalu potekel rok trajanja, da bi jih kot varčen človek lahko pa vendarle stran vrgel, ker tega res ni za jest, ne, tako da če ni ravno nujno. Skratka, to me je malce zaskrbelo, kaj bo iz tega nastalo, tudi zaradi tega, ali ne bo izgledalo to neko igranje na prvo žogo in tak prvi odziv na tisto, kar smo videli naokrog. No, vendarle sem bil pa toliko previden, da nisem dal neke neposredne povezave v romanu, kaj je pravzaprav povzročilo to situacijo in s tem je uporaben za korona krizo, pa tudi za kakšno drugo prihodno krizo, ki nas morda še čaka iz kakšnih drugih razlogov. In potem v bistvu pa ta junak, no ali ne junak, ali lik, recimo. Lik bo dobra beseda. On začne potem po spletu okoliščin, ko jih prepustiva v bistvu bralcem, ne,
začne iskati neke zvočne posnetke. Kje pa pride ta glasba noter in zakaj? Ker prej smo na začetku, no, to je treba povedati, se je vrtela glasba, ki je povezana zelo z zgodbo v romanu, ki se imenuje pravzaprav podnaslov je zgodba Stran poti, ne? Ja. In moram reči, jaz, ko sem bral, sem imel skozi telefon zraven, ne, kot otrok časa in sem pol prebral eno poglavje, pol sem začel googlati in Ceco in vse te akterje, ne. Kako si prišel pa zakaj ravno iz bivše Jugoslavije, zakaj ravno ta glasba, zakaj ne išče Avsenikov, recimo? Dobro vprašanje. Pravzaprav zaradi tega, ker med tistimi, ki spremljajo glasbo bivše Jugoslavije, obstaja nek resničen mit, obstaja nek mit, ki kroži o nekem glasbeniku z področja bivše Jugoslavije, ki naj bi posnel neko ploščo, ki je izginila. Takih plošč je mimogrede rečeno, ne vem, če so tle kakšni zapriseženi poznavalci zgodovine roka, je kar precej. Nekateri pa celo izdajajo pa plošče The Lost Tapes, recimo tak tipičen naziv. In eden izmed teh glasbenikov, ki je še živ, torej lahko bi to potrdil ali zanikal te teorije, ampak se ni naredil ne ene ne druge reči, velikokrat nastopa v teh zgodbah, da je posnel eno usodno ploščo in ravno ta je nekako povezan z enim stranskim likom tega romana, pa enim kar velikim likom novejše nekdanje jugoslovanske zgodovine. Tako da mi je to dalo to zamisel, da bi zdaj namreč ta lik gre na misijo iskanja te glasbe, ki naj bi svet nekako odrešila. Zdaj, to je malo taka Don Kihotska zadeva, ne? Kako naj glasba pravzaprav reši svet, ampak na ta način mogoče malce nezanesljivo, malce samo ironiziram to vlogo umetnosti, ki danes velikokrat sliši, da je popolnoma nepotrebna, da kaj bomo zdaj z njo in tako naprej. Tle pa se umetnost ne da, si zastavi kar tako veliko nalogo, da zaustavi to katastrofo, ki spravlja ljudi v luknje, pa karkoli ta katastrofa že je. Torej, če že niti ne vemo, kaj je šlo svetom narobe, je še bolj težko verjeti, da bi ravno ena plošča oziroma trakovi, konkretno v tem primeru, da neka posneta glasba bi to lahko rešila. S tem sem hotel narediti pač tudi nek dramski suspens, tako da je tu malo napet, da gledamo zdaj, a bo to iskanje na koncu našlo te trakove ali ne. Konca vam ne bomo razkrili, zato da boste nedvomno kupili roman in izvedeli, ali je bila ta misija uspela ali ne. Ampak to mi je dalo neko možnost, da sem nekako naprej malo pletel to zgodbo. Ja, in praviš noter, da je to vprašanje za filozofe in misice pravzaprav, ne? Smisel sveta, ja. Tako je. Ali umetnost lahko. Ja, reši svet. Ja, in preberite knjigo, pa boste zvedeli, ne? Ne vem, kaj naj rečem. Če bi bilo to dost, potem bi bil svet lažji. Jaz sem že kar nekajkrat prebral, pa še zdaj ne vem, ali lahko ali ne more, ampak vredno je, da poskusi, tako bomo rekli. Tako, ja. In knjiga je en tak poskus. Pa bi zdaj jaz, sem da najdem tale odlomek Opala, Luka. To me je zanimalo, poglej. Praviš v knjigi, da je, če napišeš knjigo, ne, je dobro posaditi drevo. Ja. Si posadil kakšno drevo? Sem. Ampak ne toliko, nisem posadil toliko dreves, koliko sem knjig napisal. Sem jih pa nekaj. Še rastejo. Zdaj, knjiga je, kot smo rekli, poleg te zgodbe Don Kihotovske, no, oziroma tega iskanja trakov, je prebodena, kakor si rekel, no, s temi inserti. In bi ti prebral to 14-ko, no? Jaz sem si izbral en odlomek, ki ga običajno berem, tako da ga že nekoliko znam, malce ga znam že na pamet, ampak za vsak slučaj ga bom še enkrat prebral. Dokler so klimatologi v televizijskih oddajah govorili o porušenem naravnem ravnovesju, ljudje niso verjeli. Vse to je neko pametnjakovanje, so ugovarjali. Zbiraj je bilo pozimi mraz, poleti pa vroče. Kako ne bo drugače? Kaj pa ti ljudje mislijo, da so? Nimajo pojma in še plačujemo jih za to. Potem so začeli spremembe čutiti v lastnih čevljih. Tropski dež je zalival ulice, otočni jaški niso več mogli goltati. Promet je zastajal,
zalivalo je vozila, ustavljale so se brez reda, celo tisti, ki bi lahko vozili naprej po tako zagnetenih cestah, niso več mogli. Tisti, ki so res morali dalje, so si sezuli čevlje, privihali hlače in brodili kamorkoli že. Potem so se začele širiti govorice, da ni kar takole. Da ob takih povodnih iz globeli otokov, kjer nihče ne ve, kaj živi tam spodaj, priplavajo stvori, ki jih sicer nikdar ne vidimo. Da se ti pod kožo neopazno zarijejo ličinke, ki se začnejo hraniti s tvojim telesom. In ko opaziš spremembe, ko začutiš migotanje pod kožo, ko ga zagledaš in zakričiš, je že prepozno. Tekal boš k zdravnikom, ki bodo zmajevali z glavami. Ure in ure bodo navijali dolge črve, zarejene v tvojem telesu na laboratorijske kolute, a nobena analiza ne bo pomagala. Znotraj boš vas preluknan. Telesni sokovi se bodo brez ovir, brez zadržkov pretakali med seboj, kakor se res ne bi smeli, če bi hotel živeti. Pa ne bo šlo. Če gre takole, se vse pomeša in potem razkroji. Pri živem telesu nobena molitev ne pomaga. Smo že videli take reči in še jih bomo. Vsakdo se lahko okuži. Že neznatna ranica na telesu je dovolj, da tista spodnja bitja zlezejo noter in se nebrzdano razmnožujejo. Hranijo se s tvojim tkivom. Zapreti, nepridušno zapreti je treba. A kako? In sploh ne zdaj. Zdaj je prepozno. Wow. Kako si izberal vse te stvari, ki si jih tako noter dal v to zgodbo, ki so od pravzaprav dobre zgodovine, glasbe in teh dogodkov, koliko so tako vezani na zgodbo, pa do recimo ekoloških tem. Kaj je bilo tisto, kako je to izgledalo? No? Ja, zdaj v samem tekstu, v samem tem obtekstu, se pravi v teh, jaz bi rekel, kar uložnih kratkih zgodbah, zgodbah stranpoti, teh stranpoteh od osnovne zgodbe, sem dal pač tudi nekaj ključev za posameznikov razmislek, kaj je pravzaprav s tem svetom narobe. Zdaj, tle naslov romana Luknje, mislim dobesedno, to so luknje, ki se kopljejo, je mislim metaforično luknje, ki nastajajo v civilizaciji zaradi vse večjega razmikanja, recimo v različnih prepričanjih, premoženjih in tako naprej. Mišljenje pa tudi literarno. So luknje v tekstu, ki jih potem bralec sam zapolni svojo interpretacijo teksta. In tle sem dal pač nekaj možnih vidikov, ta je ekološki, so še nekateri drugi, pač, ali pa ni nujno niti ekološki, mogoče še kakšen drug. Skratka, nekaj različnih možnih interpretacij je, kaj je s tem svetom pravzaprav narobe. In vsakdo, bralec si lahko izbere svojo 2-3 poželje. Ja. Kaj pa je se upravičujem, nekaj sem imel vprašanje in mi je zdaj ušlo. S temi luknjami literarnimi si me... Lahko se poskusim odgovoriti, ampak... Ja, kaj misliš, da sem te mislil vprašati? Dobro vprašanje. Zdaj sem začutil luknjo v svojem obzorju pričakovanja. To je, kako se vračamo nazaj. Kar mi je ena od takih stvari, ki je definitivno ostala z mano, je, ko je nekje že proti koncu romana napišeš, da se svet sesuva zato, ker je toliko lukenj. Ja. Zelo taka močna podoba v bistvu. In mogoče tudi nekaj, kar se zdaj med to samo korono še bolj pokazalo, to pomeni, kot ta roman že bil naprej. Zdaj si me že z 2 ali 3 strani razglasil za hudega korona profiterja. Ne, sploh ne, je pa težko je... Če mi ne bo vlada izstavila računa za te milijarde, ki so jih dali, da nas rešujejo. Ne, mogoče zato, ker je to tako ena prva knjiga, ko sem jaz prebral po temu, ko smo prišli ven iz tega na nek način, ampak konec koncev tudi zaradi teme je bilo meni težko ne povezovati z dejanskim stanjem zdaj. To je zanimivo vprašanje. Namreč, najbrž, glede na to, da je bila knjiga napisana v celoti pred izbruhom pandemije, najbrž se jo da brati tudi brez izkustva pandemije. Ampak to je zanimivo vprašanje tudi zato, ker vsako branje
se navezuje na našo osebno izkušnjo in prej, ko si me spraševal o teh ostalinah jugoslovanske rock glasbe in tako naprej, ne, to je bilo nekaj, kar me je pravzaprav med pisanjem malce bolj skrbelo na nek način, namreč moje knjige imajo to tendenco, da se preselijo tudi v kakšno drugo kulturno okolje in za jugoslovansko kulturno okolje, se pravi za hrvaško ali srbsko ali makedonsko izdajo, se mi je zdelo, da bojo ljudje vseeno nekako povezali vsaj tiste osnovne, Bregoviča bo vsak prepoznal recimo, pa še koga, no, Ceco, že omenjeno, ne, ampak kakšno nemško ali pa še kakšno bolj eksotično okolje pa morda ne. In potem v vnovičnem branju, ne vem, če ni to že oblika anticenzure, ne, ampak na nek način že samocenzure, že malo razmišljam, a to bo zdaj razumljivo enemu, ki ne pozna teh kontekstov in ugotavljam, pa tudi, če mu ni razumljivo nič hudega, ne izgubi nič, lahko bere brez poznavanja teh kontekstov. S tem sem mogoče rešil tisto, kar sem prej uničil, ko sem nekako začel navajati, koliko je tukaj različnih namigov na to in ono, ne, in mogoče se zdaj publika počuti malce bolj usposobljena, da vendarle to knjigo razume, čeprav še ni slišala za Ceco. Jaz moram reči, da je bil izziv, no, pravzaprav, ko so vsi ti namigi, ne, kako pol pravzaprav z Googlom in z Wikipedijo prek teh nekih stvari, ki jih navržeš, poiskati, kdo je ta bil in pa sem tega prvega predsednika pod Titusom našel in ogromno pravzaprav teh nekih ljudi, za katere niti nisem vedel, da obstajajo, no, kot nekdo, ko je bil že tudi rojen v... Jaz mislim, da je Luka preveč resno bral, kaj pa vi mislite? Ja, ne vem. Takih bralcev si sicer želimo, vendar jih ne pričakujemo. Mislim, da se da tudi brez Googla v roke. Ne kot razumevanje. Hotel sem reči, tak zanimiv izziv, ki te pol napelje. Jaz sem tako razumel iz svoje izkušnje, da je to stran pot, niti ne te kratke. To je definitivno stran pot iz te knjige, no. In pol si na počitnicah in misliš, da boš brez telefona in pol spet visiš na telefonu, kakor vsak drug dan zaradi te knjige. Malo šale. S katerim delom si se pa ti najbolj, kaj ti je bilo tisto, s čimer si se najbolj ubadal ali pa kar ti je najtežje bilo? Kako je sploh izgledalo pisanje te knjige, kar padla iz tebe? Ne, niti ne. Zdaj, te obmestne zgodbe, nekatere so bile že prej tukaj, ne, pa tudi nekako približno sem že vedel, kako mislim knjigo zaključati, ne, ker zdaj pač ne bom razkril iz že navedenih razlogov, ne, ampak pravzaprav najbolj me je skrbelo, če kdo je knjigo prebral ali pa če kdo še bo knjigo prebral po tem pogovoru, no, lahko povem, da najbolj so me skrbeli tam na koncu, ko bomo neko simulacijo 7 krogov pekla, nekaj takega, ne, tam pridejo tiste pesmi v prozi, ne, tle se mi je zdelo, da pa mogoče pa že res malo preveč zahtevam od bralca, zdaj, da po vsem tem romanu ga pa jaz še mu odmikam ta zaključek, ne, zdaj skoraj bi se morali že zvedeti, a boste našla te trakove ali ne, iskalca, ne, in pa mu jaz še dajem take zelo zapletene vmesne vložke, ki imajo neko, bi se rekli, tako so še malo bolj zapleteni kot tista siceršnja vložna poglavja. Glede tega sem precej dvomil, ali to ima smisel, no, ampak pol ravno mogoče nisem imel najbolj, bi se rekli, primernega svetovalca točno zato, kajti potem sem dal roman prebrati zelo strogemu bralcu Urošu Zupanu, ki mu je bilo to seveda vse normalno, v redu, ampak on je pač pesnik, ne, in je to nekako tudi sicer navajanje brati kakšne stvari, ki so bolj estetske kot spoznavne, če se izrazim tako v literarnih kategorijah. In potem sem rekel, no, navsezadnje sej pot skozi te kroge pekla ali pa kaj takega pa itak nikoli ni, ali pač skozi reševanje svojih 7 grehov, kar je tudi ena od možnih interpretacij, ne, nikoli ni neboleče in preprosto, ne, torej ne, tle bralec se malo potrudi, saj se muči mogoče samo eno stran, če se sploh muči, no, ampak to me je nekako, s tem sem se največ ukvarjal, no. To je bilo tudi na koncu. Vse ostalo sem imel že fiksirano, to sem pa še prepisoval, predeloval, črtal, na novo lepil in tako da sem se tudi jaz malo namučil tlele, oziroma kar precej. No, vse treba malo, ne? Ne more biti pisanje samo užitek, ne, to ne bi bilo, drugače bi vsi pisali, ne bi nihče delal več nič drugega, ko bi pa pol prišli, že tako je preveč piscev, ne, in premalo bralcev. Ja, rekel si, ko sva se pred kakim mesecem pogovarjala, da zelo kampanjsko pravzaprav pišeš, ne? In zdaj lani si izdal eno knjigo, pa predlani tudi, in ena še sledi. Tako je. Kaj bo to? Bo to roman? Bojo to kratke zgodbe? Še ne vemo. Sledi še en roman, no, ki pa za razliko od vseh prejšnjih bo usmerjen malce v preteklost, ne tako zelo daleč v preteklost, nekako v
80. leta in od 80. naprej. Tudi zato se moram zahvaliti pravzaprav založbi Goga, kajti idejo na to sem dobil, kot sem že vsaj dvakrat povedal, pri branju romana Sebastiana Pregla v Elvisovi sobi, ki ga mislim, da ni tukaj na naši prodajni mizici, ali pač je, odlično. Torej, to je nek roman, ki govori o odraščanju v času osamosvajanja. Jaz sem to knjigo bral in mi je bilo zanimivo, ampak jaz sem od Sebastiana 7 let starejši in sem odraščal takrat malce drugače, oziroma sem bil že kar odrasel, in sem rekel, mogoče bi pa jaz še svojo perspektivo na ta zanimivi čas, ki mimogrede v Sloveniji ni dobil še kakšnih večjih romanesknih upodobitev. Recimo Vojna za Slovenijo ima zanimive obdelave v stripu, pa v gledališki predstavi, imamo neke filmske poskuse, bolj tako ni najboljše. Tudi kakšnega pravega romana še ni. Nekaj je bilo pisanja na to temo. Damjan Šimnikov je napisal Najstreljeni naboj, če kdo vidi, njega pozdravi in podobno, ampak ni. Tukaj se še da kaj povedati. In to me je nekako zamikalo in to zdaj dobro kaže. Roman je v sklepni fazi, z malce sreče, če bo urednica zadovoljna, izide drugo leto. Zakaj pa misliš, da je ta luknja tukaj? Po mojem je to zato, ker je to velika tema. O veliki temi je zelo težko pisati. Zdaj, če je med vami kdo, ki razmišlja o pisanju, nikar ne splača se začeti z opisi spolnosti ali smrti. To so najbolj nevarne teme. To še za izkušene pisce so razmerno zapleteno in seveda osamosvojitev je velika tema. In na eni strani tvegana tema. Čeprav jaz sem to zdaj kar dobro predelal, ker najprej sem mislil, da bo to roman skoraj samo o osamosvojitvi, zdaj pa tega dela je zmeri manj, zmeri več je drugega, tako da sem se na nek način malce temu skoraj že, le kaj je delala moja podzavest, sem se na nek način temu izognil, mogoče zato, da še kakšen naslednji roman še razvijam kaj naprej. Zadnje čase sem postal, kot si prej nekako namignil, zadnje čase sem postal precej bolj kreativen, kot sem bil prej. Glavna zasluga gre mojima sinovoma, ki sta med tem, kot se spodobi, odrasla, da imam nekoliko več časa zase. Bravo, sinova. Res je, sej pomalem sem to pričakoval od njo, ampak človek nikoli ne more biti popolnoma prepričan, res. Da boste odrasla. Kaj pa, kako pa zgleda, kako pišeš? Si buldožer, kako? Kakšno vprašanje? Glede na to, kar si navedel na začetku, je sleherniku najbrž precej jasno, da v drugih stvareh, ki jih počnem v življenju, imam za pisanje sorazmerno malo časa in ga sorazmerno, bi se reklo, ga poskušam čim bolj funkcionalno uporabiti. V zadnjih letih, v zadnjih 15 letih sem si jemal zimske počitnice, ker predavam na fakulteti, imamo tako, si dam na prvi dan izpitnega roka, najbrž se še spomnite svojih študentskih časov, če jih slučajno še ne živite, na prvi dan študijskega obdobja dam prvi rok za izpit, na zadnji dan študijskega obdobja dam drugi rok za izpit, vmes vzamem 3 tedne in še kakšen dan dopusta in grem v kakšne toplejše kraje. In to sem kakih 10 let počenjal in v tem času res napisal tisto, kar se sicer čez leto akumulira v kakšnih drobnih zvočnih beležkah, ki jih snemam na telefonu, v malih zapiskih, ki jih, kadar najdem koli, zapišem na kakšen list papirja, ki ga sicer pa ponavadi izgubim, zato se bolj zanašam na telefon in podobno. V letos to ni čisto uspešno, ampak sem si našel tudi neko bližnjejšo rezidenco, ki mi omogoča to, da se odselim od svoje siceršnje vsakdanjosti in velikokrat srečam ljudi, ravno danes sem bil z neko avtorico, ki na kavi na Radenski, z eno avtorico, ki pripravlja svojo prvo knjigo, in je rekla, joj, pa tako nekako nimam časa, pa družina, pa služba, pa ono, drugo, tretje. Rekel sem preprosto, vzemi si 10 dni, pojdi nekam sama in v tem času nekaj narediš. Med drugim so izumili že za to vrstne potrebe tudi zelo koristno ustanovo,
ki se je reče pisateljska rezidenca in kakšno naključje. Tudi tukaj in lahko pohvalimo založbo Goga, ki skrbi za pisateljske rezidence za tiste, ki pridejo v Slovenijo, pa tudi mislim si, da tu in tam tudi za kakega Slovenca, ki nima drugih možnosti, da bi kaj ustvarjal. Skratka, ta lastna soba, kot je temu rekla Virginia Woolf, je za pisatelja še zmeraj zelo nujna. No, zdaj, glede na to najbrž ne boš samo dobil denarja od vlade za koronsko promocijo, ampak tudi od Goge. Od Goge sem že dobil denar za roman. Za PR in jedrce slabo piše, ne? Ja, Roki. Ona je to zdaj že vse tvitnila in jutri jutri pridejo nove prijave piscev, ki niso srečni v svojem domačem življenju, ker nimajo časa pisati, ne zaradi drugih razlogov in vsi bojo hoteli v Novo mesto. Najboljše mesto. Moje eno vprašanje, ko me je zanimalo v bistvu, ko sem bral, če se vrnemo na knjigo, je, da je s temi trakovi seveda je povezano tudi zbirateljstvo, ne? Ja. Si zbiratelj trakov. Bil sem zbiratelj drugih nosilcev. Bil sem zbiratelj vinilov, sem prodal celo zbirko, nekaj tudi oblikovalcev te knjige, Juriju Kocovanu, ki je odlično oblikoval. To sem naredil pravzaprav celo dvakrat. Dvakrat sem razprodal svojo vinilno zbirko. Imam pa še zmeraj kakšnih 1500 CD-jev, tako da če slučajno še kdo kupuje CD-je, kasneje imamo še, prej je Luka nekako že napovedal, da smo imeli nekaj glasbe že povezane z romanom, po našem koncu je še 1:20 glasbenega miksa povezanega z romanom, torej se lahko pogovorimo tudi kaj na to temo. Skratka, zdaj se poskušam tega zbirateljstva znebiti še več. Intenzivno tudi oddajam svoje knjige, morda namig za kakšne prisotne, ki pravijo, joj, toliko veliko knjig imam, da ne morem več kupiti nobene nove, zelo rad bi kupil vašo knjigo, ko bo konec prireditve, ampak res jo nimam kam dati. Jaz vsak teden oddam kakšnih 10 knjig v knjigobežnice, te ptičje hiške za knjige, ne? In te knjige grejo zelo hitro naprej. Ne? Torej, ljudje načeloma se zanimajo za knjige v nasprotju s tistim, kar se nam zdi po včasih ne ravno velikem cash flow, torej nakupnem denarju, ki jih spremlja. Ne? In število knjig na mojih policah se uspešno manjša. Torej, prej sem bil zbiratelj, zdaj grem pa v drugo smer, zdaj sem pa razdajatelj. In zakaj si se to odločil? Enostavno zato, da svojih preomenjenih sinov in drugih bližnjih ne bom bremenil s tem, kaj ne naredijo z vsemi temi knjigami, Joj, kako smo zašli v temačne vode, ne? Ne, to je vse, to sploh niso temačne vode, to je v bistvu nekaj, kar današnjemu svetu zelo manjka, je malce vključeno tudi v ta roman, to je tako imenovana delitvena ekonomija, ne? Se pravi, tisto, česar ne rabiš, tisto daj naprej, ne? Zdaj, načeloma se to postopoma uveljavlja tudi v Sloveniji, ampak smo še precej na začetku, ne? Mislim, da tukaj so še velike možnosti razvoja. Vidiš, s tem si začel nekaj, kar sem hotel, mislim, že prej sem pomislil, da bi te vprašal, pa sem pa rekel tako nehvaležno vprašanje, ampak delitvena ekonomija, pa na drugi strani ta svet, ki se sesuva, ne? Ja. Kaj je še kaj, razen dobre umetnosti, ki boste prebrali knjigo, ali reš kaj, ali ne reš nič, ali kaj se zgodi, ne? Ja. Kaj je še kaj tazga, kar lahko te lukne malo vsaj zakrpa, no? Zdaj sem se, medtem ko si ti spraševal, sem se jaz že grizel za jezik, da nisem uporabil pravega izraza, da mislil sem na nek drug izraz, ampak potem je prišel na misel še ta izraz trajnostna raba, ki tudi ni primeren, ne, ampak je tudi dober odgovor na tvoje vprašanje. Ne. In takih odgovorov imamo še zelo veliko, ne, in tudi eni so zelo poceni. Ne. Recimo ravno to, da knjigo, ki jo ne boš več bral, daš, da jo vzame nekdo, ne, za katerega ne veš. Ne. Isto se da narediti tudi CD-ji, povem iz prve roke, ne. Seveda tudi z oblačili, obuvali. Mogoče preveč optimistično pričakovati, da bi to začeli počenjati tudi z stanovanji in voznimi avtomobili, ne, ampak v perspektivi in to ponekod to že deluje, ne, obstajajo tudi tovrstni preživetveni modeli, ki gotovo omogočajo manjše poškodbe svetu, kot je. Ampak zdaj že malo realizirati, kot je mogoče. Ja, mogoče. Gremo nazaj k romanu. Ampak ti si rekel, ne? Jaz sem kriv, seveda. Ne, hecam se. Jaz sem sam, tudi ne vem, če imam kako vprašanje na ta odlomek, no, ampak samo je en zelo kratek odlomek, ki je tudi zelo ostal z mano pol in sem se bom ga kar prebral. No. Ali nisi učil svojih otrok od prvih korakov, kako naj iščejo bližnjice, kako naj se neopazno urinejo v vrstu v trgovini, na smučišču, na letališču?
In zdaj se čudiš, da si kar naprej na koncu vrste, ki se nikamor ne premika, da prihajajo novi in novi ljudje in se vrivajo pred te. Ne čudi se, bodi ponosen. Dobro si naučil. Če nimaš vprašanja, potem bom jaz vsem postregel z odgovorom. Namreč mislim, da je eno poglavje, predtem neko poglavje, ki mi ogromnokrat pride na misel, ne? In sicer poglavje o tem, kako se je svet spremenil, ki ga videvam, pa morda še kdo med vami, če se kdo pogosto vozi po avtocesti, kot počenjam večkrat mesečno jaz, no, da se je svet spremenil toliko, da se ljudje zdaj ne umikajo več s prehitevalnega pasu, ne, ker ni samo metafora, ampak je tudi dejansko stanje. Ne. V bistvu zdaj, ko človek pride na prehitevalni pas, ves ponosen po njemu vozi z neprimerno hitrostjo, ne, in se mu zdi, zdaj pa sem jaz tudi nekaj dosegel v življenju. Ne. In tole, kar si prebral, je nekakšno nadaljevanje tega začetka. Ja. Sva prišla že skoraj do konca vprašanj? Mojih pripravljenih vprašanj in mojih vprašanj, ki se navezujejo na to, kar ti poveš, ja. Zdaj pa, tako da je pol čas za zasilno vprašanje, ne? In to zasilno vprašanje je, kako, če bi ljudje prebrali to knjigo tukaj, ne? Oziroma klopojo. Kaj je tista, spet tako vprašanje mogoče, ampak kaj je z enim stavkom, no, kaj bi želel za to knjigo, da ostane z ljudmi, tudi ko jo preberejo in potem podarijo naprej ali pa dajo v knjigobežnico ali pa obdržijo doma? To pa je zelo težko vprašanje, kajti če bi imel nek konkreten namen s to knjigo, potem bi bilo to najbrž nekoliko domišljavo. Če bi dal to v kontekst te knjige, če bi bil mnenja, da je to knjiga, ki lahko spremeni svet, ne, bi bila mogoče ta knjiga pa že malo preveč patetična. Saj malo je patetična, to vas opozarjam, tako da kdor ima s tem težave, morda bolje, da si vzame zmeren odmerek, pa ne kupi 3 knjig po koncu dogodka, ampak samo 2, ne. Ampak nekje vmes tudi parafraziram skupino svojih mladostnih prijateljev, skupino Buldogi, ki imajo neko pesem. To je pesem, ki bo spremenila svet, če ne zdaj, pa čez 1000 let. Torej, imamo to vero za neko spremembo. Jaz pri tem vprašanju, prva stvar, ki sem se spomnil, je bila ta, da je znani filmski režiser, mislim, da je bil John Ford, nekoč rekel, ko snemam filme, vsakmu pustim, da v njih vidi, kar hoče, če hočem poslati sporočilo, napišem telegram. Ne, tako, in to je najbrž zelo res, ne, da tle kakšnega zelo jasnega nisem vnaprej odmeril bralcu tega sporočila, da pustil sem mu veliko luknjo, da zapolni z svojim branjem, kaj vam pride. Dal sem mu seveda tudi precej oprimkov, da iz te luknje, če ga potegne pregloboko, lahko zleze ven. No, tako nekako bi enigmatično odgovoril. No in upam, da bo tem več ljudi padalo to luknjo, ne? To bi In se zvlekli ven, kakor vejo in znajo. Tudi s tvojo pomočjo. Hvala lepa za te optimistične besede. Tako da hvala tebi za ta pogovor. Hvala tebi. Kot sem rekel, si se preresno pripravil. Ampak ko me je Jedrt vprašala, koga bi si izbral kot sogovornika, sem se spomnil na Luko, kajti pred mnogimi leti, če lahko rečem, je zmagal na nekem literarnem natečaju, oprosti, da te spravil, lahko zadevaš, da je kaj takega, je zmagal na nekem literarnem natečaju za zelo kratko zgodbo, zdaj zgodbe na tem mestu ne bova citirala, ne, to raje ne, ampak to je bil vsekakor en zelo zanimiv dogodek in potem sem vrsto let, ko sem predaval o kratkih zgodbah, sem tudi njegovo zgodbo zmeraj imel na PowerPointu in sem jo zmeraj pokazal in je zmeraj doživela veliko odobravanja, ne, tako da sem rekel, morda bo pa to dober sogovornik in izkazalo se je, da sem imel prav. No.
Zdaj pa mislim, da imamo možnosti dve, ali da še kdo kaj vpraša, ali pa da zavrtimo tisto glasbo iz ozadja romana. Ja, zdaj, ko si tako grdo vrnil žogo, ne, s tem, s to kratko zgodbo, Ni za udarec, ja, priznam. pa nimam jaz izbere, ko en volej v občinstvo, če bi kdo še kaj res vprašal. Če bi še kdo kaj vprašal. Zanimiva zamisel, to je povezano s stvarjo, ki se ji reče avtorske pravice, saj najbrž ste že kdaj slišali za to. Pred 2 dnevoma sem bil gost v nočnem programu Radia Slovenija in so mi rekli, izberite 10 komadov, da bomo imeli za spremljavo k vašemu pogovoru. Sem rekel, ni problema, tako sem imel 10 komadov, so nazaj rekli, samo za 4 od teh 10 imamo urejene avtorske pravice. Torej, že Radio Slovenija ni mogel tega urediti, kako bi šele jaz, ubogi podjetnik, mali podjetnik ali morda založba Goga s svojimi skromnimi močmi. Torej, vse to, kar bomo zdaj javno poslušali, nas bo spravili najbrž v hude težave ali tudi ne, bomo videli, ampak v glavnem ta soundtrack si tudi bomo vrteli bolj v glavah kot v resničnosti, se mi zdi. To pa je že zaključek tega soundtracka, torej, če so še kakšne vprašanja, jih bom odgovoril tle med publiko. No, sej, bomo zaključili, ne? Hvala. Hvala, Andrej. Hvala, super je bilo.